En lep dober dan. V Svobodi smo se po temeljiti in demokratični razpravi odločili, da pri sestavi liste damo prednost mladim. Mladim, ki verjamejo v enotno in solidarno Evropo, v Evropo, ki si jo vsi želimo zase, za naše otroke in naše vnuke. Te volitve so pomembne, bolj kot kadarkoli do zdaj. Prav je, da se ljudje tega zavemo in prav je, da se teh volitev v resnici udeležimo v čim večjem številu. Zakaj? Zato, ker na ta način pokažemo, v kakšni Evropi želimo živeti. Vse pozivam, državljanke in državljane, volivke in volivce, da se nam na teh volitvah 9. junija pridružite v polnem številu. Hvala lepa. Prijazen dober dan. Lista je vložena s podpisi 39 poslank in poslancev. Tega v zgodovini Slovenije najbrž še ni bilo. V poslanski skupini enotno in trdno stojimo za odličnimi kandidatkami in kandidati. Jih poznamo, jim zaupamo, so naši dragoceni sodelavci. Zato z tega mesta tudi spoštljiv in ponižen poziv in prošnja vsem, ki so nas na volitvah podprli, da podprejo tudi kandidatke in kandidate, ki so v Evropi zazrti v prihodnost, ne v preteklost, v reševanje izzivov na področju varnosti, stabilnosti, pravne države, demokracije, zelenega prehoda, samooskrbe, enostavno naprej v lepši jutri za vse svobodo. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Evropska unija je pred velikimi izzivi, ki jih, prepričana sem, lahko uspešno rešujejo izključno zmerne, konstruktivne in napredne sile. In to so tiste sile, ki jih pooseblja tako politična skupina Renew Europe oziroma liberalci, kot v Republiki Sloveniji Gibanje Svoboda. Ponosna sem, da sem na čelu liste, ki ji je mar za ljudi in ki temelji na vrednotah, tistih vrednotah, na katerih temelji tudi sama Evropska unija. Lep dan še z moje strani. Zagotovo so evropske volitve priložnost, da pokažemo, kaj smo v 2 letih naredili, za čim stojimo in kaj so pravzaprav naše vrednote. Kljub temu, da je lista mlada, ne bomo nagovarjali samo mlade, ampak vse družbene skupine. Predvsem pa je ta lista Gibanje Svoboda tista, ki je zagotovo pot v boljšo prihodnost Evrope. Pozdravljeni. S posledicami podnebnih sprememb se moramo aktivno ukvarjati in jih aktivno preučevati. Od tega je odvisno celotno človeštvo. Če hočemo to narediti, morajo biti ukrepi življenjski, predvsem pa na nivoju Slovenije usklajeni z celotnim sektorjem. Na nivoju Evropske unije sprejemamo različne dokumente, ki jih moramo potem aktivno izvajati v Sloveniji. Te ukrepi morajo biti prilagojeni naravnim in geografskim danostim v Sloveniji in pa predvsem načinu življenja ljudi. Zelo na kratko, en koncentrat tistega, v kar v Svobodi verjamemo. Samo vključujoča in strpna Evropa je edini pravi odgovor na našo prihodnost. Lepo pozdravljeni. Evropa mora biti še naprej varna, odporna na vse naravne in druge nesreče, predvsem pa mora ostati solidarna in si mora pomagati, tako tudi države med seboj, kot tudi ljudje. Zato smo za odprto, solidarno in Evropo po meri človeka. Evropa je že od rojstva mirovni načrt za prihodnost. In do zdaj je bilo vedno tako. Imeli smo mir in v Gibanju Svoboda nam je pomembna varnost. Če bomo imeli varnost, bomo imeli tudi razvoj in tudi socialno pravičnost. Z varnostjo se vse začne in konča. Vredno je vstati 9. junija in se odločiti za to, da se da listek za prihodnost za naše mlade
da glasujemo za varnost in stabilnost. Hvala. Svoboda odločitve je tudi to, da se vsak pri sebi odloči, da želi vplivati na to, v kakšni Evropi želimo živeti. Kajti določene stvari lahko uredimo, ustrezno naslovimo samo v Evropi. Varnost je že ena od njih, pa migracije, pa kmetijstvo, pa še mnoge druge teme in zlasti vse, kar je vezano na varstvo okolja. Pojdimo vsi na volitve in se svobodno odločimo. 3 moje teme, s katerimi se bom poglobljeno ukvarjal v okviru kampanje za evropske volitve, so kohezijska politika, voda in pa mir v povezavi z varnostjo. Zato, ker bo usklajeno delovanje politik, ki se ustvarjajo na evropskem nivoju, državnem nivoju in lokalnem, ključnega pomena za to, v kakšni blaginji in državi bomo živeli v prihodnosti v Sloveniji in v Evropi. In tako, ko je Dončić ponosen na svoje trojke, tako smo mi v Svobodi ponosni na svojo ekipo. Hvala.